Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v prvih dneh septembra ali kimavca, ki ga zaznamuje novo šolsko leto, kasneje pa tudi že 20. podobe bistriških domačij in kopica drugih dogodkov. Vsekakor pa je začetek šolskega leta pomemben dogodek, tako za učitelje, vzgojitelje, starše, učence, dijake in one, ki prvič prestopajo prag vrtca in osnovne ter srednje šole. Je pa začetek šolskega leta velik zalogaj za vse, ki so dolžni skrbeti za prometno varnost otrok, kamor sodijo tudi starši in udeleženci v cestnem prometu nasploh. O tem in drugih dogodkih bo tekla beseda v oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. 20. avgusta gasilke in gasilci iz številnih slovenskih društev v Slovenski Bistrici prikazali svoje znanje in spretnosti. Razvojni informacijski center na tiskovni konferenci predstavil prihajajoče dogodke na Bistriškem. Avtomoto Zveza Slovenije pobudnik za akcijo o prometni varnosti vse dni v letu. Tudi v Slovenski Bistrici na cestah maskoti, ki opozarjata na previdnost vseh udeležencev v prometu. Policisti s kopico nasvetov ob začetku šolskega leta. Športno društvo Koštruni Tin je organiziralo pohod in kolesarski vzpon k Trem kraljem. V rubriki Lokalne novice o gasilskem prazniku, bogati paleti dogodkov v septembru in akciji Avtomoto Zveze Slovenije. 20. avgusta je potekalo v Slovenski Bistrici gasilsko tekmovanje, ki ga je organiziralo Slovenjebistriško prostovoljno gasilsko društvo. Dogajanje pa je popestril Jaka Mlakar, prav tako gasilec, ki je dogodke tudi zanimivo komentiral. Prišle so gasilke in gasilci vseh generacij iz različnih slovenskih krajev, tako da je nastopilo kar 22 ekip oziroma 80 tekmovalcev. Pomerili so se v prikazu reševanja ljudi in premoženja iz vozil, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah. Obiskovalci so si lahko ogledali vzpenjanje po lestvi, spuščanje po vrvi, reševanje ponesrečencev iz vozil ter njihovo oskrbo. Lep sobotni dan je privabil številne gledalce, ki so spodbujali tekmovalce. Za gasilke in gasilce pa je bila to tudi dobro opravljena učna ura, ki se je končala s popolno zmago ekipe iz slovenjebistriških gasilskih društev. Za odlično izvedbo tekmovanja so poskrbeli tudi donatorji, med njimi več kot 150 gasilskih društev, ustanov in posameznikov. Popoldan pa so vsi udeleženci tekmovanja nazdravili tudi na gasilski veselici. In prav je tako. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v sredo 31. avgusta na dvorišču Cuker kuhne v Bistriškem gradu izvedel novinarsko konferenco, na kateri so predstavili dogodke, ki bodo septembra potekali v Slovenski Bistrici in okolici. Osrednjo pozornost so namenili podobam bistriških domačij, ki bodo letos še posebej pestre in zanimive, saj bodo že 20. jubilejne po vrsti. Prireditev, ki bo 9. in 10. septembra v Bistriškem gradu, je uvodoma predstavila predsednica organizacijskega odbora in vodja občinskega oddelka za gospodarstvo magistra Monika Kirbiš-Rojs. Dogajalo se bo tu v gradu Slovenska Bistrica v petek 9. septembra in pa v soboto 10. septembra. Vse skupaj se bo začelo v petek ob 9. uri. Takrat se bo odprla razstava nagrajenih kruhov in pa potic. Opozorila bi posebej tudi na okroglo mizo, ki jo bo posebej predstavila gospa Marija. Imamo dobro zasedbo na okrogli mizi na temo izbrane kakovosti bo sodeloval evropski poslanec gospod Bogovič, državna sekretarka iz Ministrstva za kmetijstvo gospa Strniša, gospa Štefi Videčnik iz istega ministrstva, potem direktor Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije gospod Branko Ravnik in pa naš župan dr. Ivan Žagar, tako da zadeva bo vsekakor zanimiva in bo potekala v Viteški dvorani. Potem ob 11:30 bo slovesno odprtje prireditve, vmes pa se bo tudi dogajalo, se pravi grajska tržnica bo odprta, delavnice bodo potekale, naša obrt, običaji bodo predstavljeni in tako naprej. Novost, ki jo imamo letos v petek, je tudi vinsko-kulinarični dogodek,
ki ga bo podrobneje predstavila gospa Darja. Začel se bo ob 5. popoldan. Prisotni bodo vinogradniki, ki so združeni v konzorciju Ritus Mojčan. Izvedene bodo igre turističnih društev, to bo pa podrobneje predstavil gospod Polde. Tako da to je zdaj en okvir, se pravi nekaj novosti. Kar si mi najbolj želimo je, seveda, da bi imeli lepo vreme. Lani nam vreme ni služilo in pa če bo lepo vreme, jaz verjamem, da je program tudi toliko pester, da bomo imeli veliko obiskovalcev. Sicer pa so več o programu Podob bistriških domačij povedali ostali člani organizacijskega odbora. Vodja Kmetijsko-svetovalne službe Slovenska Bistrica Marija Kresnik, Slavka Zafošnik z oddelka za gospodarstvo, svetovalec Bistriške kmetijsko-svetovalne službe Srečko Rajh, predsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica Leopold Turk, enologinja Darja Bovha in Rebeka Potočnik, vodja prireditve za otroke Fridin rojstni dan. V nadaljevanju novinarske konference so organizatorji predstavili še nekaj ostalih septembrskih dogodkov. In sicer krajevna praznika na Pragerskem in Štešnjevcu, Evropski teden mobilnosti, drugi mednarodni krimi in noir književni festival Alibi ter prireditve Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Avtomoto zveza Slovenije je v ponedeljek 29. avgusta v sodelovanju z avtomoto društvi in s policijo začela z dejavnostmi, s katerimi želi pred novim šolskim letom voznike, družbo in pristojne institucije opozoriti na vračanje otrok in mladih udeležencev na šolske poti. V okviru omenjene akcije sta se maskoti Avtomoto zveze Slovenije Anja in Zdravko v sredo 31. avgusta ustavili tudi v Slovenski Bistrici. V spremstvu članov Avtomoto društva Slovenska Bistrica, članov Sveta za preventivo in vzgojo v prometu ter podžupanom Stanislavom Mlakarjem sta obhodili glavne šolske poti in prehode za pešce v mestu Slovenska Bistrica. Več o namenu akcije nam je povedal Branko Hojnik, predsednik Avtomoto društva Slovenska Bistrica. V bistvu Avtomoto zveze Slovenije vsako leto razpisuje ene projekte na področju preventive, na področju prometne varnosti in tam smo se mi prijavili z enim projektom za varovanje prehodov za pešce otrok takrat v času šolskih prvih dnevov. In tiste društva, ki varujejo otroke na teh šolskih prehodih, imajo pač možnost, da vključijo tudi te maskote in da še dodatno podkrepijo pač opozarjanje ljudem na prve šolske dneve in da pač treba posebej polagati pozornost na otroke, ki so na cesti in jih pač varujemo. Seveda pa je vaš načrt tudi takšen, da bi takšne podobne akcije potekale skozi celo leto. V bistvu seveda Avtomoto zveza Slovenije namerava pravzaprav z temi maskotami opozarjati vse udeležence v prometu, posebej na to, da ni samo pomembno varovati naše otroke na cestah prve dneve ob šolah, ampak celo leto. Namen je, da bi dejansko varovali otroke z prostovoljci 365 dni na leto. In kako so letos v Slovenski Bistrici pred začetkom šolskega leta poskrbeli za prometno varnost? V Svetu za preventivo in vzgojo vsako leto delamo na tem, da sledimo, da imamo prometno varnost zagarantirano in tudi do zdaj nismo imeli nobenih potežkoč. Predvsem gledamo z tega vidika, da to, kar je Avtomoto društvo nam omogočilo, da opozarjamo udeležence v prometu na jutrišnji prvi šolski dan, gledamo pozitivno, vsekakor pa gledam tudi strani tega, da bi probali apelirati na starše, da bi naj ta varnost in ta trend varnosti, ki ga imamo v občini Slovenska Bistrica, držali še naprej. Saj moram povedati, da v obdobju za nazaj nismo imeli nobenega problema, nobene nesreče, kar je spodbudno in upam tudi, da bo to se nadaljevalo naprej. Vsekakor z Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opozarjamo udeležence, da v jutrišnjem dnevu, kar bo, naj gledajo, da se opozarja na otroke, ki so naši največji vir bogatstva in pa predvsem učence v šolah in pa vrtcih. Policisti iz Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so policisti obravnavali 12 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, eno kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev.
eno poškodovanje tuje stvari, eno zatajitev in eno preprečitev dokazovanja. Slovenska Bistrica. Občanu je nekdo iz odklenjenega avtomobila ukradel denarnico z dokumenti. Denarnica je bila kasneje najdena, v njej pa je manjkalo 40 evrov gotovine. Nekdo je ponoči vlomil v garažo in ukradel 3 motoristične čelade, 3 pare motorističnih rokavic in ščitnik za hrbet. Škode je za 1000 evrov. S parkiranega skuterja pa je neznani nepridiprav snel registrsko tablico ter lastnico oškodoval za 30 evrov. Pragersko. Tudi tukaj je nekdo ponoči iz odklenjenega avtomobila ukradel denarnico z dokumenti in 2 bančnima karticama ter 330 evri gotovine. Škoda je za 400 evrov. Klopce. Sosed je sosedu izruval mejni kamen ter ga prestavil na oškodovančevo parcelo. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 9 prometnih nesreč, izdali 3 obdolžilne predloge, izdali 58 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji ter zasegli osebno vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat, obravnavali pa so tudi delovno nesrečo. V novem šolskem letu policisti svetujejo staršem, da čim več časa namenijo prometni vzgoji otrok, voznikom pa, da bodo otroci na svoji poti v šolo in domov varni. Otrok naj pozna pot v šolo in domov na pamet. Pešci naj hodijo po pločnikih, le-ti pa so namenjeni tudi kolesarjem, rolkarjem in skirojem ter podobno. Otroci naj na svojih prevoznih sredstvih uporabljajo čelado in druga zaščitna sredstva. Mlajši otroci in prvošolčki na poti v šolo ali vrtec potrebujejo spremstvo. V avtomobilu pa mora biti otrok zavarovan tako, kot to določajo pravila. Športno društvo Koštruni Tin je v nedeljo 28. avgusta izvedlo že 11. vzpon na Tri kralje. Letos je zahtevno progo, dolgo 15,5 km, ter z višinsko razliko 800 metrov uspešno prevozilo 315 kolesarjev in kolesark, pohoda pa se je udeležilo 57 pohodnikov in pohodnic. V absolutni konkurenci je med kolesarji zmagal Luka Sagadin. Za progo je potreboval 39 minut in 36 sekund. Pri ženskah je bila najhitrejša državna amaterska prvakinja Andreja Leskovar, ki je v cilj prispela v času 56 minut in 11 sekund. Zelo dobro je svoje delo opravil tudi Bistričan Jure Modic, ki je bil s časom 42 minut in 14 sekund najhitrejši med člani športnega društva Koštruni. Skupno pa je vzpon končal na 10. mestu. Zadovoljen sem, cilji so izpolnjeni. Tam rekel, da v bistvu trud je poplačan, no. Vse to razumejo, vsi tisti, ko se tega udeležujejo, ne vem, pač bilo je naporno, no, ampak trenirali smo za to v bistvu celo leto, no, tako da. Kako pa ste zadovoljni samo organizacijo te prireditve? To pa se moram res zahvaliti mojim kolegom iz društva, no. Jaz nisem glih sodeloval poleg pri sami organizaciji, ampak jaz sem bil oni, ko je vozil in res organizirano je super. Ko pogledam druge maratone, na katere smo šli, je res ta vzpon na Tri kralje je daleč pred vsemi, no, resno. Svaka čast, no. Lepo vreme je na Pohorje privabilo tudi številne ljubitelje pohodništva. Kako ste torej bili zadovoljni za samo izvedbo? Glejte, za samo izvedbo jaz kot vodič pohoda sem sigurno zadovoljen. Največ bova povedala, sigurno sama številka pohodnikov, ki se iz leta povečuje. Letos se nas je udeležilo 56, imeli smo najstarejša pohodnica 71 let in najmlajšega pohodnika 7 let. Tudi vodja prireditve Marko Degijan Petro ni skrival zadovoljstva. Danes nam je šlo vse na roko, tako kot vreme, tako tudi udeležba. Današnjega vzpona se je udeležilo nekje 340 kolesarjev, kar je nekje 10% več kot lani, kar je seveda zelo spodbudno za nas. In pa kar je pa narasla je pa tudi udeležba pri pohodu. Lani je bilo mislim, da okrog 40 pohodnikov, letos že okrog dobrih 50. Tako da vsekakor moramo biti zadovoljni, vzdušje je tudi na cilj enkratno, tako da enkrat nekih velikih pritožb nimamo, morda še kakšna pride, ampak mislim, da velikih napak ni bilo iz naše strani. Zagotovo pa ob koncu takšne prireditve že razmišljate o prihodnjih?
Ja, seveda, ne, že, mogoče trenutno še glih ne, ampak kako se bo vse skupaj zaključilo, že delamo načrt za en 12. spon. Ne. Že neke poznanstva, pač ne, sponzorje začnemo takoj urejati neki program, kako bi drugo leto neke novitete sprejeli, da bi popravili napake, če so bile letos kakšne, pač takšne stvari že začnemo takoj po današnjem sponu urejati. Začetek novega šolskega leta naj bo lepa dogodivščina. Zlasti za prvošolčke, otroke v vrtcu ter tiste, ki bodo prvič prestopili prag srednje šole. Zato srečno v učilne zidane in domov. Veliko zanimivega pa boste lahko doživeli tudi v nadaljevanju. Ob ogledu arhivskega posnetka Veznega člena, kjer sta se predstavili Natka Geržina iz plesne šole in pevka Katja Koren.